Hvala, dober dan, pozdravljeni, hvala za povabilo in hvala tudi za predstavitev. Se pravi, jaz sem zdaj lotil tega projekta, se pravi, ekonomske ocene izgradnje tretje razvojne osi in tukaj predvsem je treba se zavedati, da sama prometnica ni samo cestna ali pa železniška povezava, ampak da je predvsem to razvojni mehanizem. Razvojni mehanizem, ki omogoča regijam, ki se prometno povežejo, se pravi večjo dostopnost in pa seveda tudi razvoj. Tako da v bistvu moja današnja diskusija bo šla v tej smeri, se pravi najprej čisto v smeri, kakšni so učinki prometnic, potem v smeri kaj se je zgodilo po izgradnji pomurske avtoceste, boste videli te pozitivne učinke, po mojem sem prvi, ki jih je ocenil v Sloveniji, potem pa naprej, kakšni bi naj bili ekonomski učinki izgradnje celotne tretje razvojne osi in pa tole na koncu, kaj se dogaja, oziroma kaj izgubljamo s tem, ko smo v bistvu zamaknili začetek izgradnje južnega kraka tretje razvojne osi. Se pravi, najprej, kar se tiče samih prometnic, sem že povedal, prometnica je predvsem razvojni mehanizem. Mehanizem, ki omogoča, se pravi, regijam večjo dostopnost, boljšo povezavo, se pravi, večjo privlačenost za investicije, večjo gospodarsko dinamiko. Je pa se treba zavedati, da je prometnica samo infrastruktura, se pravi, je samo prvi pogoj, da se lahko neka regija začne razvijati in seveda hkrati rabimo na to navezati še druge politike. Če hočemo neke regije, ki so bile odrezane, kot je bilo recimo Pomurje predtem, ali pa prekmurski del, recimo danes gremo v Koroški ali pa v Beli krajini, če jih hočemo dodatno razviti, ne bo potrebna samo prometnica, se pravi ta nova štiripasovnica, ampak tudi druge politike, ki bodo pomagale pri razvoju teh obeh regij. Ta zadeva je seveda, eno je predpogoj, drugo so pa seveda vse ostale politike, ki lahko pomagajo pri razvoju teh regij. Zdaj pa, mednarodne študije so glede tega dosti jasne. Ena zanimiva zadeva je, recimo, ker danes tudi se malo referiral, je tale recimo grška avtocestna povezava med Solunom in pa Igomenico. Letos smo se vozili po njej in tale avtocesta nova je recimo skrajšala čas med Solunom in Igomenico se pravi za 70%. Iz 7 ur na 2,5 uri. In to je seveda pomogočilo vsem mestom, ki so okrog, bistveno hitrejši razvoj. Potem imamo tukaj študije od OECD in pa njihovega ITF in pa Svetovne banke, ki vse pokaže približno, da nova prometnica običajno izboljša, oziroma skrajša čas potovanja za 30 do 70%. V Grčiji je bilo 70%, potem zniža logistične stroške za 10 do 20%, dodatno potem mogoče tudi večjo dostopnost za delovno silo, ki se lahko vozi zdaj na delo v druge kraje in tukaj je ta učinek zmerjen na 25 do 40%, potem dodatno pomaga s tem, ko privablja nove investicije, povečuje, vpliva na povečanje produktivnosti in tudi ta učinek je zmerjen tam nekje na 0,4 do 0,9%. Potem je dodatno, kar je pomembno, je ta multiplikator investicij, se pravi, na vsak milijon vložen v prometnico se običajno zasebne investicije v to regijo povečajo za 2 do 5 krat. Se pravi, multiplikator je 1:2 oziroma 1:5. Tako so izjemno veliki multiplikativni učinki in potem tudi delovna mesta, ki tukaj nastanejo, na vsak milijon investiran v prometnico, nastane tam do 10 do 30 novih delovnih mest. Tako da se pravi, če imate prometnico, ki je vredna 1 milijardo, pomnožite to krat 10 do 30 in potem dobimo te učinke 10 tisoč, 30 tisoč delovnih mest. To so ogromni učinki. Potem je Svetovna banka tudi kaže, da to ima velik učinek tudi na BDP, tam učinki so tam nekje med 0,7 in 1% pospeška za gospodarsko rast in dodatno recimo tukaj rast zaposlenosti je zmerjen nekje v razponu med 2 pa 6%. To so vsi ti pozitivni učinki, ki lahko nastanejo zaradi izgradnje prometnice in ki so tudi empirično dokazani, na podlagi konkretnih primerov, ki so jih te inštitucije tudi izmerile. Najboljši primer imamo pa seveda zdaj doma, ta zadnji primer, recimo, to je ta pomurska avtocesta, ki je bila odprta, zadnji odsek je bil odprt julija 2008 in tukaj se je lepo pokazalo, da je ta večja prometna dostopnost Pomurja pozitivno vplivala na gospodarsko dinamiko pomurske regije. Tukaj smo mi v naši analizi, kar smo naredili, smo v bistvu primerjali gospodarske podatke za družbe, ki so aktivne v Pomurju in smo potem pogledali, kaj se je dogajalo 8 let pred odprtjem
pred dokončanjem izgradnje pomurske avtoceste, kaj se je dogajalo 8 let kasneje, se pravi, zanimalo se, da sta prva leta, takoj zatem, ko se je ta prometnica odprla, kakšne učinke oziroma ali imelo neke pozitivne učinke. In tukaj imate enega izmed rezultatov, ki ga imam tudi na naslednjem slajdu gor, na grafu, je recimo, da če je Pomurje prej glede rasti dodane vrednosti zaostajalo za povprečjem Slovenije za 1,6 odstotne točke na letni ravni, povprečju v 8 letih, 1,6%, je potem, ko je bila izgrajena ta prometnica, se pravi ta nova avtocesta A5, je začela Pomurje, se pravi rast dodane vrednosti Pomurju, presegati v povprečju rast dodane vrednosti celotne Slovenije in to za 0,3 odstotne točke, tako da vidite ta obe stopni, če skupaj seštejemo, vidimo, da je ta prometnica imela približno 1,9 odstotni učinek na rast dodane vrednosti v tej regiji. Tukaj imate na tem grafu tudi plastično prikazano, se pravi, ko imamo razdeljeno ta prvo obdobje, nam kaže indeks med letom 2000 in 2008, vidite, ta rdeča krivulja je gospodarska dinamika oziroma dinamika rasti, dinamika dodane vrednosti v Pomurju, glede na Slovenijo, s tem, da smo, moram povedati, v Sloveniji smo izzeli osrednjo slovensko regijo, Ljubljansko regijo, ker v bistvu bi pokvarila te zgodbo, ker je pač to centralna regija, ki privavlja tudi druge podjetje, drugače narave, tako da smo v bistvu primerjali vse ostale regije z Pomurjem in vidite, ta razlika pri tem, povprečju zaostajanje Pomurja glede rasti dodane vrednosti, potem, ko po 2008, ko je bilo pa obdobje gospodarske krize, najgloblje krize v zgodovini Slovenije, se pravi, ko smo imeli to 5-letno dolgo stagnacijo, lahko vidimo, da je Pomurje začelo prej ukrevati glede rasti BDP, glede dodane vrednosti, kot pa preostanek Slovenije in potem je ta razlika 0,3 odstotka, ko to skupaj seštejemo, dobimo to diferencialno rast, se pravi, koliko je izgradnja avtoceste pomagala Pomurju v višini 1,9 odstotne točke. In podobno smo naredili tudi za ostale kazalce, recimo za zaposlene. Pri zaposlenih recimo je sicer Pomurje tudi po izgradnji avtoceste še vedno imelo negativno dinamiko, ampak je v bistvu se ta negativni razkorak se je zmanjšal, se pravi iz minus 1,7 na minus 0,9, tako da v bistvu ta diferencialni učinek je 0,8. In potem število podjetij, vidite, da rast števila podjetij v Pomurju po izgradnji avtoceste narašča, glede na Slovenijo, to je, govorimo o teh prvih 8 letih, od 2008 do 2016, za 0,5 odstotne točke, tako da skupni učinek je tole 0,6 odstotne točke in podobno imamo tudi pri prihodkih iz poslovanja oziroma izvozu, kjer imamo spet tale pozitivni učinek, okrog 0,5 odstotne točke dodatne dinamike. Tako da vidimo, izgradnja avtoceste je pomagala pri pospešitvi gospodarske dinamike pomurske regije. Zdaj pa, če ocenimo te ekonomske učinke, če ocenimo ekonomske učinke izgradnje tretje razvojne osi in uporabimo rezultate, ki smo jih dobili, oziroma te ocene, ki smo jih dobili za Pomurje, seveda lahko ugotovimo, kakšni bili potencialni učinki za rast, se pravi za gravitacijsko območje okrog tretje razvojne osi. In tukaj je tale ena stara slika, tam iz 2013, potem izdela, ker je odvisno novejši slik, enostavno ne morete najti na internetu, niti na DRI in tako naprej, se upravičujem, tako da se najde eno staro sliko tukaj, ki ima te 3 krake nekako vrisane noter, torej zgoraj imate tale severni krak od Šentruperta proti Velenju naprej proti Slovenj Gradcu, Dravogradu in Prevaljam in to je ta krak, ki je dolg dobro 40 km, ni še v celoti, pod DPN-jem, ampak večinoma je in se že gradi, tako da ta zadeva je pomembna. Potem imamo tale južni krak spodaj od Novega mesta, navezami iz Novega mesta skozi Gorjance proti Metliki in Črnomlju, dolg je okrog 48 km. In potem ta srednji del, ki pa se še nimamo niti še DPN za njega. Tako da bi ta del, ki je posavska pa zasavska regija, ki sta tudi razvojno zelo, kako ne rečem, problematični, se pravi je počasnejši gospodarski razvoj glede na druge regije, enostavno ni še niti, se pravi trasa še ni umeščena v prostor in tako naprej. Tako da za ta del v bistvu tudi učinkov ne moremo še zračunati. Zdaj pa, če ocenimo pomen tega,
kar sem naredil v analizi, je to, da sem pač ocenil, pogledal, kakšno je ožje pa širše gravitacijsko območje okrog 3. razvojne osi. Ožje gravitacijsko območje je tisto, so občine, ki so neposredno, slika Foslava, ne, zdaj, na mojem računalniku je boljša, ampak tukaj je malo zamegljeno, ne, se pravi, ožje gravitacijsko območje so vse občine, ki so neposredno mejijo na 3. razvojno os. Okay. S tem, da sem tukaj ven vzel dve občini, ne? To sta Celjska občina pa Novo mesto. Ne? Z jasnega razloga, ne? Ker pač ti dve občini že imata avtocestno povezavo in tako da v bistvu za njiju ti učinki ne bi bilo korektno, ne, jih zajemati v to analizo. Okay. In potem imamo širše gravitacijsko območje, kjer smo pa vzeli še, v bistvu še ostale regije okrog, ne, ki mejijo na tele regije, ki so neposredno ob trasi, to so pa recimo tam celotna Koroška regija, del Savinjske regije, Posavska regija in pa del jugovzhodne Slovenije, se pravi brez Novega mesta pa brez Celja. Zdaj, gospodarski pomen tega širšega gravitacijskega območja 3. razvojne osi je tam okrog 10% slovenskega gospodarskega potenciala oziroma gospodarskih kazalcev. Se pravi, če pogledamo, jaz sem gledal predvsem IPES podatke za vse gospodarske družbe v Sloveniji in podjetja, ki so aktivna tukaj noter, se pravi v širšem gravitacijskem območju, predstavljajo okrog 10% tega gospodarskega potenciala Slovenije. To pomeni tam 3,1 milijarde evrov dodane vrednosti, 57 tisoč zaposlenih, to je to. Ožje gravitacijsko območje, se pravi, če imamo samo občine ob 3. razvojne osi, to pa je okrog 8% slovenskega gospodarskega potencijala, se pravi 2,4 milijarde evrov dodane vrednosti, 44 zaposlenih. To je to. Se pravi, na podlagi tega, ne, in pa številk, ki smo jih tam ocenili pri Pomurju, učinke od Pomurja, smo potem ocenili te potencijalne učinke. Še predtem, ne, pa sem pogledal, ne, kakšni so prihranki časa tukaj. Ne? Zdaj se letos sprašujemo, ne? Predvsem koliko smo izgubili, ne? Zaradi teh zastojev, ki imamo na avtocestah letos. Ne? V bistvu ta zadeva se da zelo lepo oceniti, ne? Tudi tukaj, ne? Koliko zdaj izgubljajo se pravi, prebivalci teh regij ali pa tisti, ki imajo gospodarske vezi z njimi, ne? Zaradi slabih prometnic. In pomočjo Google Maps, ne, smo malo preračunali tele čase. Ni nujno, da je zadeva povsem korektno narejena, ker ne poznam uradnih podatkov ali pa DRI-ja, ker jih nisem videl nikjer objavljenih, ampak recimo, zdaj sem 4 krake, oziroma 4 te najbolj ključne odseke. Ne. Prvi je Šentrupert-Velenje, drugi je Šentrupert pa Slovenj Gradec, pri prvem je prihranek tam okrog 16 minut, pri drugem je 19 minut. Vidimo, pri prvem je recimo, če to preračunamo na podlagi tega pretočnosti, koliko je prometa dnevno, osebnega avtomobila, pa tovornega prometa, to preračunamo na letno raven, to pomeni okrog 500 milijona ur na leto, bi bilo prihranka, če bi bila ta prometnica izgrajena. V primeru odseka Šentrupert-Slovenj Gradec je tega prihranka za okrog 1/4 milijona ur. Zdaj pa, če to monetiziramo, se pravi, če rečemo, da je 1 ura recimo tistega, ki se vozi z osebnim avtom, vredna 13 evrov, to je ene standardne podatke, ki se uporabljajo tukaj, za tovorni, za kamion pa je 45 evrov na uro, in to pomnožimo, vidimo, da so bili prihranki tam v primeru prvega odseka Šentrupert-Velenje okrog 9 milijonov evrov koristi zaradi teh prihrankov, pri Šentrupert-Slovenj Gradcu pa je okrog 3, oziroma malo manj kot 4 milijone. Podobno sem izračunal za Novo mesto, za odseka Novo mesto-Metlika, pa Novo mesto-Črnomelj, tam je ta prihranek, časovni prihranki so malce manjši in to pomeni tam okrog 200 tisoč ur na leto in skupaj tam pri vsaki okrog 3 milijone. Če vse te zadeve skupaj seštejemo, vidimo, prvič, da bi se čas potovanja tukaj skrajšal za 22 do 40%. To je podobno kot je teh mednarodnih analizah, kjer so ocenili te prihranke med 30 pa 70%. Potem na letni ravni bi prihranili okrog 1,2 milijona ur in pa to bi, če to monetiziramo po sedanjih podatkih, bi to pomenilo okrog 18,6 milijona evrov prihrankov, koristi, ki jih imamo od tega, ker smo si skrajšali pot. To so kar konkretne številke. Potem smo pa preračunali, kakšne bi bile koristi za to območje ob 3. razvojni osi po teh faktorjih, ki smo jih ocenili za pomursko avtocesto in potem smo to pogledali, kakšne bi bile koristi 1 do 10 let. Tukaj bom pokazal samo za 1 leto, v analizi so pa potem do 10 let izračuni noter.
Moram povedati pa na začetku, da so ti rezultati dokaj konzervativni, z tega vidika, ker uporabljamo po eni strani samo učinke, ki so bili v Pomurju, ki so nekje na spodnjem razponu tega, kar je v mednarodnih analizah, in pa zajeti so samo učinki zaradi izgradnje severnega pa južnega kraka. Tega srednjega kraka nismo upoštevali, ker še nimamo za to narejenega DPN. Zdaj pa čist same številke. Letne koristi od tega izgradnje tretje razvojne osi bi bile potem približno okrog 60 milijonov evrov več letno dodane vrednosti za gospodarske družbe, ki tukaj poslujejo. Pomeni dodatno okrog 450 novih delovnih mest na letni ravni, 38 novih podjetij na letni ravni in pa okrog 30 in 60 milijonov dodatnega izvoza na letni ravni. Jaz sem tukaj samo eno cifro predstavil. In to je samo zaradi obratovanja, se pravi, zaradi tega, ker bo ta prometnica tukaj in ker se bo dostopnost do te regije povečala, se bo pomeni dodatne investicije, pomeni povečano gospodarsko aktivnost teh regij. In tukaj niso zajeti učinki same gradnje. Zato tega sem dal na naslednji slajd še same učinke te gradnje. Zdaj, najbrž poznate številke. V zadnjem operativnem načrtu za obdobje 2025-2030, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, sicer vlada ga še ni potrdila, ampak tukaj imate zdaj novelirane številke noter glede vrednosti posameznih odsekov in če skupaj seštejete tele vrednosti odsekov, severnega pa južnega kraka, brez osrednjega kraka, pridemo tam na 2,55 milijarde evrov. To je konkretna številka, zelo velika številka. Zdaj pa jaz običajno uporabljam za ocene teh učinkov input-output model za slovensko gospodarstvo, ki je nekako najboljši za te zadeve in neposredni učinek od tega, same gradnje na dodano vrednost je tam okrog 900 milijonov, namreč dodana vrednost v gradbeništvu je nižja kot v ostalih panogah, kar se na prvi pogled sliši slabo, ampak zato, ker je ta dejavnost, gradbena dejavnost, uporablja veliko inputov iz drugih panog. Na drugi strani pa so zaradi tega multiplikativni učinki toliko večji. Se pravi, vsak evro, ki ga zavrti gradbena dejavnost, ima zaradi tega večje multiplikativne učinke, ker v bistvu angažira več inputov iz drugih panog. Z tega vidika moramo gledati na zadevo. Se pravi, neposredni učinek od teh 2,5 milijard evrov investicije v tretjo razvojno os, recimo v obdobju 10 let, je dodatnih 900 milijonov evrov dodane vrednosti oziroma dodatnega BDP, potem še inducirani, ta multiplikativni učinek, dodatno zraven je okrog 700 milijonov in skupni učinek ob multiplikatorju, ki je tukaj standardno okrog 1,8, 1,9, je spravi 1,6 milijarde evrov, bi naj bilo tega učinka na BDP, spravi, ko odštejemo te materialne stroške in tako naprej. In to pomeni v bistvu po sedanjih, po BDP-ju za leto 2024, to pomeni, da bi izgradnja te druge razvojne, oziroma tretje razvojne osi, imela potem vpliv na BDP v višini okrog 2,7% BDP, kar pomeni dodatno, če se bo ta tretja razvojna os gradila 10 let, pomeni vsako leto pospešek gospodarski rasti za 0,3 odstotne točke. To ni malo. Pravi, če se mi danes pogovarjamo o gospodarski rasti ali 1,5 ali pa 1 odstotek, je 0,3 odstotka dodatno, samo zaradi gradnje teh odsekov na tretji razvojni osi kar veliko. Seveda, problem je, kot je že gospod Ficko prej povedal, je, da mi pa samo to zgradnjo tretje razvojne osi že v bistvu 20 let je, kar se o tem pogovarjamo, delamo načrte in tako naprej. DPN je bil sprejet, če se ne motim, 2013, zato, se pravi, šele zdaj so se začela dela tukaj, potem na drugi strani imamo pa problem, ker se pač en del te tretje razvojne osi ne more začeti graditi in to je ta obvoznica okrog Novega mesta, kjer je bilo gradbeno dovoljenje letos razveljavljeno, spravi julija letos, in seveda to bo seveda imelo pomemben učinek na to regijo. Zdaj, kakšen je pomen podjetij v tem delu Slovenije, se pravi, tu govorimo predvsem o regiji Bele krajine, okrog Metlike in okrog Črnomlja. V bistvu ta regija predstavlja okrog 10% dodane vrednosti, pa recimo investicij, glede na celotno gravitacijsko območje tretje razvojne osi. Torej, že sama tretja razvojna os je 10% Slovenije, gospodarskega potenciala Slovenije, to pa je 10% celotne tretje razvojne osi, kar pomeni skupaj v bistvu 1% gospodarskega potenciala v Sloveniji. Kar je še pomembno tukaj, je, da so ta podjetja tukaj v povprečju, v tej regiji Bele krajine, tam
se pravi podpoprečno produktivna, tako zaostajajo za povprečju za 14%, glede na druga podjetja, kar bistveno nakazuje to šibko razvojno dinamiko v tej regiji. In seveda, karkoli se bo tukaj zgodilo kasneje, bo prav zaradi tega imelo večji učinek na gospodarsko dinamiko, podobno kot se je zgodilo v Pomurju. Pozarjam še enkrat, da sem tam izvzel Novo mesto iz te regije, zaradi jasnega razloga. Spravi, govorili smo o tem, da je bilo gradbeno dovoljenje tukaj razveljavljeno, v bistvu nejasno, kdaj bo spet novo izdano, kdaj bo začetek gradnje, a bo to čez 1 leto, čez 2 leti, čez 3 leta, trenutno je to vse še v oblakih. Ta regija predstavlja 324 milijonov evrov dodane vrednosti, 6200 zaposlenih in, kot sem rekel, 1% slovenskega gospodarstva približno. Ocenil sem, kakšen bo izpad tukaj, zaradi tega, ker bo prišlo do zamika izgradnje tega kraka. Se pravi, na enoletni zamik bi pomenil, recimo, da bo ta regija izgubila 6 milijonov evrov dodane vrednosti, potem to pomeni, da ne bo nastalo 4 nova podjetja, da bo 50 manj delovnih mest nastalo in da bo to približno 1/3 milijona evrov manj investicij na letni ravni. O 5-letnem zamiku, pa to seveda to že pomeni ustrezno več, se pravi 31 milijonov dodane vrednosti, izgubljene dodane vrednosti, 20 podjetij, ki ne bodo nastala, 250 manj delovnih mest, 1,8 milijona evrov manj investicij in tako naprej. In že to danes je ta regija, ki ima v bistvu najbolj zaostaja za Slovenijo. Se pravi, to je ta konkretna izguba, ki jo bo utrpela ta regija, zaradi tega, ker pač so se postopki glede začetka gradnje tako spremenili in ker bo prišlo do kasnejšega začetka gradnje. Potem druga stvar, drugi učinek, ki bo nastal tukaj, je predvsem to, da za vsako leto zamika gradnje bo prišlo tudi do porasta stroškov. Če jaz primerjam recimo operativni načrt do leta 2020 oziroma do 2025, spravi 2020-2025, vidim, da se je vrednost tega projekta v tem času povečala iz 400 milijonov na 560 milijonov. To je že dodatnih 140 evrov v 5 letih. In tukaj sem zdaj izračunal podobno, kaj bi se zgodilo, samo zaradi rasti gradbenega cenovnega indeksa. Recimo letos je po podatkih SURS v prvih 9 mesecih so se gradbene storitve podražile za 4,5%, in če to apliciramo naprej za naslednje leta, to pomeni, da ob vrednosti tega odseka 560 milijonov, to pomeni, da se bodo dodatni stroški na letni ravni povečali za okrog 25 milijonov evrov, v 5 letih to pomeni približno 140 milijonov evrov. Torej nekaj podobnega, kot se je zgodilo danes. Tako da v bistvu bolj kot lašamo, dražje bo. Potem še ena zadeva je tukaj zelo pomembna, to pa je učinek prometnic tudi na premoženje prebivalstva, kar se običajno zanemarja, ampak v veliko analizah pa prav to kažejo. Torej mednarodne analize kažejo, da se zaradi večje dostopnosti posameznih regij po izgradnji avtocest poveča vrednost nepremičnin, predvsem stanovanjskih nepremičnin v tej regiji, ker se pač poveča privlačnost za priseljevanje, za gospodarsko aktivnost in tako naprej. Analiza za Pomurje, ki je naredila Fabjanova in kolegi, je pokazala, da so se v bistvu cene nepremičnin v Pomurju zaradi tega povečale za 11%. To je konkretna številka. In seveda z tega vidika vsi lastniki nepremičnin v teh regijah dobijo dodatno korist, ker se jim pač premoženje poveča. To je dodatna korist. Zdaj pa, če te premoženjske koristi seštejemo, ob vsej regiji, se pravi v celotnem gravitacijskem območju okrog 3. razvojne osi, če seštejemo te zadeve po podatkih SURS-a, je to pomeni 10 milijonov kvadratnih metrov stanovanjskih površin. Zdaj pa seveda moramo par scenarijev uporabiti, kakšna je vrednost nepremičnin tukaj, malce sem pogledal poprečne cene po portalih, koliko so, in sem pozrel 2 scenarija. Eno je, da stane kvadratni meter 1000 evrov, drugi pa 1500 evrov. In če to ocenimo, bi potem seveda izgradnje 3. razvojne osi ob indeksu 11%, bi to pomenilo, da bi gospodinjstva, ki živijo ob 3. razvojni osi, dobila dodatno premoženjsko korist v primeru 1000 evrov za 1,1 milijarde evrov, tiste, če pa damo višjo ceno nepremičnine, recimo 1500 evrov na kvadratni meter, pa bi to pomenilo skoraj 1,7 milijarde evrov. Enako lahko ocenimo, kaj se bo zgodilo recimo za območje Bele krajine zaradi zamika gradnje avtoceste.
Ta zamik seveda pomeni, ne, spravi, vsako leto, ko bo zamik, ne, pa bo nekdo, recimo, ko bo prodajal nepremičnino, ne, prav v tistem letu, ne, ko bi se naj zadeva po prejšnjem programu v bistvu odprla, pa se ne bo odprla zaradi tega zamika, ne, bo seveda izgubil na tej vrednosti, ker bo njegova nepremičnina vredna manj, ne, in če to skupaj seštejemo, pomeni približno, da za vsako leto zamika gradnje pomeni potem izgubo premoženjske koristi za tiste, ki bodo prodajali nepremičnine za okrog 5 do 8 milijonov evrov, ne, in spravi to za vsako leto izgradnje tretje razvojne osi. Kot vidimo, ne, so tukaj kar konkretne učinke, ne, glede tega, kaj bi ta tretja razvojna os prinesla za to regijo in pa seveda kaj izgubljamo z vsakim letom, ko te tretje razvojne osi ne zgradimo, ali pa če bomo še naprej v bistvu mencali s tem, kdaj bo izgrajena. Spravi, še enkrat poudarjam, prometnica je strateškega pomena za regijo, predvsem tiste regije, ki so odrezane od sveta, kot sta recimo Koroška, Belokranjska regija, in pomeni, s tem, ko dobijo prometnico, se v bistvu šele takrat lahko v bistvu pospešijo svojo gospodarsko dinamiko. In vsako leto zamika te gradnje pomeni, spravi, izgubo koristi za to regijo, konkretne gospodarske izgube, pa tudi konkretne premoženjske izgube za ljudi, ki živijo v tej prometnici. Hvala.